Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. In o čem bomo danes govorili? O ilegalnih kriptoposlih, pokvarjenem božiču, mestu duhov in življenju brez elektrike, torej pravi drami. Dogajanje na Kitajskem je v zadnjih letih noro in če menite, da se nas, Slovencev, to ne tiče, se motite. Posledice kitajskega vmešavanja v gospodarstvo bomo tako, kot smo koronavirus, ki je izbruhnil v kitajskem Wuhanu, čutili po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Partija se s spremembam pravil in novo regulacijo vse bolj vmešava v gospodarstvo, denimo zdaj so se odločili postati bolj zeleni in cena ciljev na področju zelenega poslovanja se že čuti. Investicijske banke pa so tudi zaradi tega že napovedale bistveno nižjo rast gospodarske aktivnosti na Kitajskem. Tam se v zadnjih tednih soočajo tudi s pomanjkanjem premoga, kar se pozna pri proizvodnji električne energije. Posledično se zaradi tega zapirajo tovarne. Nekateri tuji mediji že napovedujejo, da bo božič po svetu pokvarjen. Kitajski fenomen gradnje mesta duhov zdaj kaže svoje zobe. Finančne težave enega največjih kitajskih in globalnih nepremičninskih družb Evergrande ne pretresale Kitajske, pač pa se svet sprašuje, koliko je še takšnih podjetij pod površjem in ali je to lahko uvod v novo gospodarsko-finančno krizo. Kitajska centralna banka je poskrbela tudi za prepih na kriptotrgu, saj je označila poslovanje s kriptovalutami kot ilegalno. Cene kriptovalut so ob tej novici zanihale navzdol, kriptotrg pa ostaja zelo nihajen in občutljiv. Kaj se dogaja v drugi največji gospodarski velesili na svetu, kako bomo dogajanje na Kitajskem čutili v Sloveniji, nam bo povedal Matevž Raškovič, ki je odličen poznavalec Kitajske, je tudi gostujoči predavatelj na eni od kitajskih univerz. Z Matevžem sva že posnela posebno epizodo o Kitajski, vabim vas, da ji prisluhnite, če še niste. Govoriva tudi recimo o politiki enega otroka, pa o vodenju družine kot podjetja in tako dalje. Danes pa bova govorila o aktualnem dogajanju. Matevž, dobrodošel nazaj. Kia ora kato, Marja, in lepo je biti nazaj. Ja, super, me veseli. Ko sem se nazadnje slišala, sem bila na Kreti sredi vročinskega vala, danes sem v Ljubljani sredi hude nevihte. Kakšna je situacija v Novi Zelandiji? Torej, na Novi Zelandiji smo ravno prestopili v poletni čas, tako da smo ta trenutek 11 ur časovne razlike in napolno smo zakorakali v pomlad, tako da se veselimo daljših dni in smo že začeli hoditi naokoli v kratkih rokavih in kratkih hlačah, tako da se ni nič za pritoževati. No, super, me veseli, da je tako vse super na Novi Zelandiji. Vsak dan beremo novice iz Kitajske in se samo čudimo v bistvu tamkajšnjemu dogajanju, zato predlagam, da greva kar po vrsti in začniva s pokvarjenim božičem. V Veliki Britaniji primanjkuje goriva, ker so po Brexitu preklicali vizume delavcem v logistični panogi, na Kitajskem pa je zmanjkalo menda premoga. Zaradi nadzora cen elektrike pa tudi elektrarne ob skoku cen premoga poslujejo z izgubo, zato se nekateri zatekajo k remontom, torej nujnim popravilom in so zato ustavili tovarne oziroma elektrarne. Posledično prihaja tudi do izpadov elektrike in nekatere tovarne so se zaprle oziroma je njihovo delovanje moteno. Eden od razlogov za višje cene premoga je tudi spor z Avstralijo, ki je pozvala k neodvisni globalni preiskavi izvora COVID-a. Partiji očitno ta pobuda ni bila všeč, zato je prepovedala uvoz premoga iz Avstralije. Skratka, posledice tamkajšnjega dogajanja se že čutijo v dobavnih verigah izdelkov, ki prihajajo iz Azije, in časopis The New York Times je že dal črno napoved, da bomo imeli pokvarjen božič. Pa tvoje mnenje, bomo imeli res pokvarjen božič? Torej, prvo, kje sploh začeti? Kitajci ne verjamejo v božič, tako da na neki simbolni ravni, tudi če bi prišlo do pokvarjenega božiča, bi bila to samo nekako zaušnica Zahodu, glede na to, da Zahod zadnja leta ostro preganja Kitajsko, torej najprej ameriško-kitajska trgovinska vojna in sedaj
ta v navednicah neodvisna preiskava o izvoru COVID-a, glede na to, da je Avstralija naš sosed na Novi Zelandiji in da spremljam tudi avstralske medije, ne vem, koliko je tu neodvisnosti, glede na to, da so se v Avstraliji že odločili, kakšen bi bil končni rezultat tovrstne preiskave. Kar se tiče pa božiča, tu gre v bistvu za več dejavnikov. Bolj problematični dejavnik se mi mogoče zdi zastoji, ki se dogajajo na področju dobav, predvsem kontejnerskih prevozov pri ladijskem transportu. Kar se tiče pa električne energije, torej kitajsko gospodarstvo je že nekaj časa na nek način omejeno s trenutnim energetskim modelom na Kitajskem. Potrebno se je zavedati, da več kot 60% vse energije, električne energije, ki je proizvedene na Kitajskem, je s pomočjo termoelektrarn, torej s kurjenjem premoga. In prav zaradi tega se Kitajska sooča z velikim izzivom onesnaženosti zraka, zlasti v večjih mestih. To dodatno poslabšuje še to, da so kitajska mesta izredno hitro rasla. Torej, samo kot neka ilustracija, od leta 1996, ko je bilo ustanovljeno podjetje Evergrande, je Kitajska v 25 letih urbanizirala dejansko približno 500 milijonov ljudi. Torej, povedano drugače, leta 1996 je bila stopnja urbanizacije 31% in v kitajskih mestih je živelo okoli 390 milijonov ljudi. Danes je stopnja urbanizacije 61%, torej se je podvojila, in v mestih živi 861 milijonov ljudi. V teh 25 letih je dejansko Kitajska v mesta naselila skoraj 500 milijonov ljudi, to je približno tako kot Evropska unija in Velika Britanija skupaj. In če so bile včasih te termoelektrarne zgrajene na obrobjih mest ali izven mest, so ta mesta postala tako velika, da se danes marsikatera termoelektrarna znajde v središču mesta ali pa relativno blizu. To je približno tako, kot če bi imeli veliko termoelektrarno v Šiški in v Bežigradu. Kitajsko gospodarstvo je izredno hitro raslo v zadnjih desetletjih, torej v tem zlatem obdobju od 2001, ko je Kitajska vstopila v Svetovno trgovinsko organizacijo, pa tam nekje do 2010, ko se je zgodil Expo v Šanghaju, pod taktirko takratnega predsednika Hu Jintaoa in premierja Wen Jiaobaoa, je Kitajska rasla neizmerno hitro, po mojem mnenju prehitro, torej ta rast ni bila kakovostna, torej šlo je predvsem za količinsko rast in na višku je rasla tudi 14 in več odstotno letno. In eden izmed razlogov, zakaj se je pod tem sedajšnjo taktirko predsednika Xija in premierja Li Keqianga Kitajska osredotočila znižati rast, je med drugim tudi energetske omejitve. Potrebno se je zavedati, da Kitajska je ta trenutek drugo največje svetovno gospodarstvo, če merimo to v pariteti kupne moči, torej BDP v kupni moči je Kitajska že največje svetovno gospodarstvo, pokriva približno 6% svetovne zemeljske površine, kjer mora nahraniti približno 18% svetovnega prebivalstva. In to nesorazmerje nam v bistvu pokaže, kako je Kitajska na nek način omejena z fizičnim okoljem, v katerem se nahaja. In na drugi strani Kitajska je dejansko v energetskem smislu zelo, zelo odvisna. Torej Kitajska praktično z izjemo določenih depozitov, za katere niti ne vemo, kako veliki so, na zahodu dejansko nima dostopov do nafte, torej Kitajska nima svoje nafte, zemeljski plin prihaja iz Rusije in v tem oziru je energetsko povsem odvisna. In to je tudi eden izmed razlogov, zakaj Kitajska recimo želi uveljaviti RMB yuan, torej svojo valuto kot mednarodno veljavno valuto, zato ker ta trenutek kitajski yuan ni priznan uradno kot mednarodna veljavna valuta, kar pomeni, da mora kupovati vse energente v ameriških dolarjih in se na ta način še dodatno izpostavljati določenim tveganjem. Osebno mislim, da nižja stopnja gospodarske rasti
z vidika Kitajske ni nujno tako slaba zadeva. Osebno raje vidim Kitajsko, ki raste 5,5% letno, kot pa Kitajsko, ki bi rasla 14% letno. Potrebno se je tudi zavedati, da recimo v začetku drugega desetletja ali pa prvega desetletja 21. stoletja, tam nekje okoli 2001, je Kitajska pri 14% stopnji gospodarske rasti letno mogoče dodajala 250 milijard ameriških dolarjev k svojemu BDP-ju. Torej, osnova je bila takrat veliko nižja in visoke stopnje gospodarske rasti na nizko osnovo so pomenile okoli 250 milijard ameriških dolarjev prirasta letno. Danes je Kitajska veliko večja in tudi ob 5,5% ali pa 4% stopnji gospodarske rasti to pomeni 3 ali 4-kratnik takratnega prirasta. Torej, ker je torta veliko večja, je tudi manjši košček te torte v absolutnem smislu veliko večji, kot je bil 10 ali 20 let nazaj. In ta trenutek, kar lahko vidimo z vidika določenih posegov politike v kitajsko gospodarstvo, tu spet, če postavimo ideologijo ob stran in pogledamo čisto v ekonomskem smislu, kar nekaj teh posegov mogoče niti ni tako nesmiselnih. Potrebno se je zavedati, da je Kitajska dosegla določeno stopnjo razvoja tako v ekonomskem kot v družbenem smislu, da v tem institucionalnem in pa zakonodajnem smislu mogoče predpisi in regulativa enostavno ni uspela dohitevati teh naglih sprememb. Sam pogosto rečem, da je Kitajska dejansko v obdobju 1 ali 2 generacij skočila iz 19. v 21. stoletje. In ta velik poudarek torej predsednika Xija in premierja Li Keqianga ta trenutek k večji regulaciji, to je nekaj, kar ni bilo nepričakovano. Obrisi tega so se začeli kazati že pod prejšnjim 5-letnim načrtom od 2016 do 2020. Tempo je nekako začel naraščati tam po letu 2018, delno tudi zaradi ameriško-kitajske zunanje trgovinske vojne. In v bistvu danes lahko o kitajskem gospodarstvu na nek način govorimo kot o gospodarstvu, ki ga vodi železna roka kitajske oblasti, zavita v žametno rokavico. Dejstvo je, da je bila regulacija več kot potrebna na kar nekaj področjih, od zasebnega izobraževanja do v bistvu zajezitve špekulativnih naložb prebivalstva, do nepremičninskih tajkunov, finančnih malverzacij, kjer je potem tudi trenutna regulativa z vidika kriptovalut na Kitajskem. Recimo, Kitajska je že leta 2019 de facto prepovedala kriptovalute. Tako da to, kar je trenutno storila centralna banka na Kitajskem, je v bistvu samo nek dodaten impuls. Torej, kriptovalute je razglasila za nelegalne. Na višku, ko je Kitajska že 2019 prepovedala rudarjenje kriptovalut, je Kitajska predstavljala več kot 70% vse energetske porabe za rudarjenje kriptovalut. In leta 2019, ko je bilo to na višku, je recimo celotni energetski porabljen input za rudarjenje kriptovalut presegal letno porabo energije Španije. Glede na to, da je Kitajska predstavljala 70% rudarjenja kriptovalut, si lahko predstavljamo, da je bil tudi energetska investicija, ki je bila potrebna za kriptorudarjenje na Kitajskem, relativno velika. Kitajska se v zadnjem času diverzificira z vidika svoje energetske proizvodnje. Torej, recimo ta trenutek Kitajska velja najverjetneje za glavni in najbolj dinamičen trg na področju vetrnih elektrarn in pa fotovoltaike. Ta trenutek Kitajska gradi preko 100 jedrskih elektrarn in velja tudi za enega izmed bolj dinamičnih trgov na področju obnovljive energije.
kontrolirano zapiranje določenih tovarn, v tem smislu je potrebno gledati skozi optiko Šijeve nove mantre, torej skupnostne dobrobiti oziroma skupnostne prosperitete. Razlogi, zakaj bi se recimo zaustavljalo poslovanje tovarn, so sigurno večplastni in jih ne moremo združiti samo na skupni imenovalec energetske odvisnosti. Tu gre vsekakor mogoče tudi za kontrolirano zapolnjevanje presežnih kapacitet v kitajski proizvodnji. Torej, ne samo zato, da so številni zahodni trgi torej v takšnih ali drugačnih krizah in recesijah, tu so pomembna ozka grla, predvsem te dobaviteljske verige, zlasti na področju ladijskega transporta. Potrebno se je zavedati, da kar nekaj podjetij na Kitajskem je še vseeno državnih in da te ljudje, tako kot smo na Zahodu bili v lockdownih 3, 6, 12, 18 mesecev, bodo te ljudje enostavno pač nekaj dni doma, zato bodo prejemali tudi svojo plačo. Kitajska vsekakor kontrolirano zapira te tovarne tudi z vidika onesnaževanja, torej ko ti kazalci onesnaženosti res presežejo vse meje razumnega, takrat se potem te tovarne tudi zapirajo. Recimo leta 2008 v času olimpijskih iger v Pekingu je dejansko Kitajska takrat na celotnem območju Pekinga dejansko zaprla vse tovarne. Tako da razlogov je več. V državi, ki deluje po nekih mehanizmih kontroliranega centralno-planskega gospodarstva, to vrstna zaprtja mogoče ne povzročijo to vrstnega kaosa, kot bi si ga lahko recimo predstavljali v Združenih državah Amerike ali pa v Sloveniji. Tako da gre v bistvu za cel kup razlogov. To pokvarjenem božiču bomo videli. Osebno menim, da je lahko božič tudi na malce manjši nogi, da mogoče vsak otrok ne potrebuje 20 različnih igrač, ki so narejene na Kitajskem, in mogoče je to tudi lepa priložnost za vse tiste potrošniško naravnane na Zahodu, da začnejo razmišljati, ali se morajo res vse te luknje v svojem življenju zapolnjevati s takšnimi ali drugačnimi dobrinami, ki imajo zelo kratek čas uporabe, in mogoče bi lahko raje kupili kakšno knjigo in jo prebrali, namesto da bi kupili še eno igračo. Se strinjam. Zdaj si toliko zanimivih stvari povedal, ampak kde greva kar po vrst? Greva najprej na nepremičnine. Cene nepremičnin so pred kratkim na Kitajskem letele v nebo. Zadnje tedne ne mine dan, da ne bi v časopisih omenili Evergrande, to si ga tudi danes ti že omenil. Imajo $300 milijard dolga in velja za enega najbolj zadolženih nepremičninskih gigantov na svetu. Ni jim uspelo plačati kupona dolarske obveznice in takrat se je začeli špekulirati, da bo zadeva oziroma podjetje propadlo. Zdaj se je vmešala očitno država oziroma partija, ki bo poskrbela za prestrukturiranje te družbe. Danes recimo je prišla vest, da so odprodali 20% delež v neki regionalni banki za $1,5 milijarde. Tako da začeli so v bistvu že z temi prvimi koraki. Mogoče samo za informacijo, govori se o enem največjih balonov, ocenjena vrednost nepremičninskega trga je $60,000 milijard, kar je skoraj 3-kratnik ameriškega bruto domačega proizvoda. Kaj se dogaja na nepremičninskem trgu tam in mogoče tukaj lahko vključiva tudi te bizarnosti vezane na gradnjo mesta duhov? Torej, gre za res kompleksno vprašanje, o katerem bi lahko govoril ure in ure, poskušal bom strniti na par ključnih točk. Eno izmed teh sem že omenil, ta nagla stopnja urbanizacije, ki se je zgodila na Kitajskem. To je res nekaj, kar si ne moremo predstavljati, kako v obdobju 25 let iz podeželja v mesta dejansko prestaviti skoraj 500 milijonov ljudi. In zato je potrebno zgraditi ustrezno infrastrukturo, ne samo mostove, letališča, bolnišnice, šole, ampak tudi stanovanja.
Torej, kitajska rast tam nekje do svetovne gospodarske in finančne krize leta 2007-2008 je temeljila predvsem, kot rečemo temu, na dvonožnem modelu gospodarstva. Ena noga so predstavljale investicije v infrastrukturo, kjer je recimo nepremičninski trg bil samo delček te zgodbe, ne? Torej, poleg tega so bile tudi investicije v omrežje hitrih vlakov, torej Kitajska ima največje omrežje hitrih vlakov na svetu. Recimo, kot za šalo lahko povem, ne, da ko svojim kitajskim prijateljem razlagam, ne, da če bi vzel vlak iz Ljubljane na Dunaj, bi najverjetneje potoval 8 ur, ne, v Budimpešto, lahko tudi dlje, ker se enostavno ustavi v vsaki vasi, to je nekaj, kar je njim popolnoma nerazumljivo, ne. Na Kitajskem recimo vzameš hitri vlak med Šanghajem in Pekingom, to je 1260 kilometrov, se opravičujem, in zato potrebuješ tam nekje 4 ure. Tako da ne, ta zelo nagel razcvet in razvoj kitajske družbe so v veliki meri, vsaj do svetovne gospodarske krize, poganjale investicije v infrastrukturo, no druga noga pa je bil predvsem izvoz. In ko se je zgodila svetovna gospodarska in finančna kriza, je dejansko Kitajska ugotovila, da mora postati bolj zadostna, in takrat se je uveljavil model tako imenovanega tronožnega gospodarstva, kjer je glavno nogo, glavni steber kitajskega gospodarstva začelo dejansko postajati domače povpraševanje, ne? In če pogledamo danes, je kitajsko gospodarstvo zelo različno od kitajskega gospodarstva pred 20 leti. Domače povpraševanje nekako predstavlja glavno gonilo in glavni motor kitajske gospodarske rasti, ne? In v tem procesu urbanizacije, ne, torej se spreminjajo tudi življenjski slog in potrošniške navade ljudi, ker naenkrat ljudje prihajajo v mesta, kupujejo avtomobile, hladilnike, klimatske naprave, igralne konzole in tako naprej, ne? In v veliki meri je v bistvu to poganjalo ta novi motor kitajskega gospodarstva, torej domače povpraševanje. Druga zadeva, ki sva jo omenila že v prejšnjem podcastu, je ta politika enega otroka, ki je dejansko pripeljala do velikega nesorazmerja v spolni strukturi. Torej, na približno 100 rojenih deklic na Kitajskem je danes okoli 117-118 dečkov. Po domače povedano, po logiki ponudbe in povpraševanja, je veliko več ženinov, kot je nevest na Kitajskem, kar pomeni, da so neveste in njihove družine lahko malo bolj izbirčne. In po domače, kot ti bo povedala vsaka kitajska tašča, kot je povedala tudi meni, tudi jaz imam kitajsko taščo, brez stanovanja ni žene. In vsa ta mesta duhov, o katerih si govorila, so delno posledica tudi v bistvu tega, da družine, ko se rodi deček v tej družini, dejansko začnejo varčevati in na neki točki kupijo stanovanje. To stanovanje je mogoče prazno, ampak dejansko predstavlja naložbo v prihodnjo družinsko srečo te družine oziroma tega klana. Podjetje Evergrande ta trenutek dolguje približno 1,6 milijona neizpolnjenih stanovanjskih obveznosti. Mogoče se nam 1,6 milijona stanovanj v državi z 1,4 milijarde prebivalstva ne zdi niti tako veliko, ampak glede na to, da so stanovanja v mestih prvega in drugega reda, ne, torej mesta prvega reda so recimo Šanghaj in Peking, postala res izredno draga. Torej, ta trenutek po zadnjih razpoložljivih podatkih, ki jih imam, je povprečna cena kvadratnega metra v Pekingu tam okoli 5500 evrov. Torej, govorimo o povprečju, seveda so izredno velike razlike znotraj tega. Če pogledamo, da je kitajski bruto domači proizvod na prebivalca ta trenutek 2,5-krat nižji glede na Slovenijo in da so velike razlike kupne moči, si lahko mogoče za trenutek predstavljamo, kako bi bilo pri slovenskih plačah, slovenski produktivnosti in slovenskemu BDP-ju v Ljubljani recimo plačati 20 ali 30 tisoč evrov za kvadratni meter, ne? To je neka taka ilustracija,
kako zelo so v bistvu stanovanja postala nedostopna na Kitajskem. Kar pomeni, da se za tem 1,6 milijona stanovanj, ki jih Evergrande ta trenutek dolguje ljudem, skrivajo, skrivajo na stotine milijonov posameznikov. Torej, danes kupiti stanovanje v Šanghaju ali Pekingu pomeni res skupinski družinski projekt, h kateremu poleg staršev in starih staršev povabiš še tete, strice, bratrance, sestrične. Torej je ta multiplikativen učinek na prebivalstvo s potencialnim zlomom podjetja Evergrande lahko res velik in ne bi bil presenečen, če bi bilo v to vključenih 100, 150, mogoče celo 200 milijonov ljudi. In to pa je lahko že velik javnomnenjski pritisk na kitajsko oblast. Tako da razlogov je res veliko. Potrebno se je tudi zavedati, da kitajski investitorji na Kitajskem nimajo toliko naložbenih možnosti, kot jih imamo na Zahodu. Torej, vemo, da kitajski investicijski trgi znajo biti izredno volatilni. Kar nekaj investitorjev se je v preteklosti opeklo na kitajskih borznih trgih, enostavno, ker niso bili dovolj ozaveščeni, ker so bili izredno špekulativno naravnani. Je nekaj tudi v kitajski naravi, Kitajci radi špekulirajo. V tem oziru gredo na vse ali na nič. Torej, je tudi z razlogom, da so Kitajci znani kot eni izmed največjih igralcev iger na srečo na svetu. Tradicionalno so Kitajci v tem družbeno-kulturnem smislu izredno naklonjeni investicijam v nepremičnine, da pa je ironija še toliko večja, je vsa zemlja dejansko v lasti države, ki jo upravlja Kitajska komunistična partija. Torej, tudi če bi v Pekingu kupili recimo vrstno hišo, za katero bi najverjetneje odšteli tam nekje med 15 in 20 milijonov evrov, pa pustimo to, dejansko ne bi bili nikoli lastnik te zemlje, ampak bi pridobili samo uporabno pravico za to zemljo za 70 let. Tako da gre v bistvu za več razlogov. Dejstvo je, da so te družbeno-ekonomske razlike na Kitajskem postale res tako velike. Zlasti med tistimi, ki živijo v mestih prvega in drugega reda, proti tistim, ki živijo v mestih tretjega, četrtega in petega reda, kaj šele med prebivalstvom, ki živi na podeželju in pa v mestih, da je to začelo predstavljati zelo velik problem. Torej, ko se je Kitajska začela odpirati svetu, to obdobje ekonomskih reform, ki se je začelo tam nekje konec 70-ih, v začetku 80-ih let, predvsem pod taktirko Deng Xiaopinga, ko se je Deng Xiaoping leta 1992 poslavljal in se stopil dejansko z oblasti, je takrat izrekel mantro, je rekel: socializem ne sme pomeniti revščine, in biti premožen in uspešen bi moralo postati sinonim za socializem. Takrat je tudi izjavil, da se zaveda, da bodo v tem procesu nekateri pač obogateli hitreje od drugih. No, ta dinamika, ki se je pa potem razpletla skozi vsa ta desetletja, je pa pomenila, da je res določena skupina ljudi z privilegiranim dostopom do virov financiranja, torej tudi ustanovitelj podjetja Evergrande, gospod Xu Jiaoyin v mandarinščini oziroma Hui Kaiyan v kantonščini, je član kitajske, ne kitajske partije, ampak kitajske politične konstitutivne konference PCC, ki velja za posvetovalno telo Kitajske komunistične partije. Torej, ni naključje, da je v tem zgodnjem obdobju od leta 1996, to je obdobje res divjega kapitalizma in podjetništva, podobno kot v Sloveniji v začetku 90-ih let, s tem, da je bila pač velikost veliko manjša. Takrat finančni trgi niso bili tako razviti in dostop do virov financiranja je bil zagotovljen predvsem tistim, ki so imeli dobre politične
ali pa osebne povezave. Nakazala si tudi, da je podjetje Evergrande pred kratkim, torej pred nekaj tedni so že prodali približno 1 milijardo delnic v mogoče majhni regionalni banki, Shenzhen banki, ki je vseeno po svoji velikosti večja od celotnega slovenskega bančnega sektorja. In v kratkem so napovedali tudi odprodajo dodatnih delnic, torej za poplačilo teh obveznosti. In prav ta prepletenost med nepremičninskim sektorjem in finančnim sektorjem je eden izmed razlogov, zakaj je kitajska oblast se odločila, da je potrebna večja stopnja regulacije. Torej, velika družbena neenakost, nagla stopnja urbanizacije, posledice politike enega otroka, omejene možnosti kitajskega prebivalstva za investiranje in pa kitajska naklonjenost investiranju v nepremičnine, vse to je nekako ustvarilo, če lahko temu tako rečemo, nekakšen popolni vihar. Ko je kitajska oblast že lani, tam nekje avgusta, začela sistematično se lotevati te problematike, je uvedla tako imenovan sistem 3 rdečih črt. In dejansko takrat so se že začeli kazati določeni indici, kateri nepremičninski giganti na Kitajskem bi se lahko znašli v težavah. Kaj so te 3 rdeče črte? Gre v bistvu za 3 različne finančne kazalnike, s katerimi je kitajska oblast nekako želela zajeziti prevelike apetite nepremičninskih gigantov in želela dejansko preprečiti, da bi katerokoli posamično podjetje postalo enostavno preveliko. Tudi podjetje Evergrande, recimo, je postalo izredno ambiciozno, začelo se je širiti v različne sektorje, vstopilo je z fanfarami na področje ustekleničene vode in tam zloglasno pogorelo, vstopilo je na trg športa, kupovalo nogometne klube, vstopilo na trg električnih vozil, torej pred časom so bile napovedi, kako bo Evergrande postalo konkurent recimo Muskovi Tesli in tako naprej. V večini teh primerov je pač podjetje Evergrande dokaj neslavno propadlo. In v bistvu to kaže, kako so te veliki nepremičninski tajkuni, ki so imeli zelo dobre politične povezave, dostop do virov financiranja, ki jih drugi poslovneži mogoče niso imeli, enostavno bili preveč požrešni in so dejansko se želeli kot neka hidra razširiti v različne pore kitajskega gospodarstva. Če se vrnemo nazaj na te 3 rdeče črte, torej gre za 3 različne kazalnike. Prvi kazalnik je, da celotne obveznosti podjetja ne bi smele presegati njihovih sredstev. Torej, po domače, moraš imeti vsaj toliko, kolikor dolguješ. In tu, recimo Evergrande, se je zadolžilo za nekajkratnik dejansko svojih sredstev. Potem so pa tu še kazalci, kot je recimo net gearing ratio, torej kjer celotni dolgovi ne smejo presegati celotnega kapitala, in pa tretji kazalec, kjer gotovina, ki jo ima na razpolago podjetja, mora zadostiti poplačilu vseh kratkoročnih obveznosti. Podjetje Evergrande ni edino podjetje, dejansko, katerega se dotikajo te 3 rdeče črte. Imamo kar nekaj nepremičninskih gigantov na kitajskem trgu, torej takoj za podjetjem Evergrande je recimo podjetje Bigwei Yuan oziroma Country Garden v angleškem jeziku, potem so tu Ocean Holdings in pa Ljudi, zeleni vrt, in pa tudi državna podjetja, torej Ljudi oziroma Greenland. Tako da ta trenutek mislim, da vsem 3 finančnim kazalcem med nepremičninskimi giganti, mogoče jih izpolnjuje tam nekje 6-7%. In tudi kitajska oblast se zaveda, da je potrebno določeno vmesno obdobje, ko se bodo ta podjetja nekako prilagodila novim razmeram. Vsekakor pa so želeli zajeziti tudi pretirano stopnjo zadolževanja zasebnega prebivalstva. Torej, ko ljudje
začnejo najemati hipotekarne kredite in se zadolževati po domače do grla, zato da bi kupili novo stanovanje ali pa novo hišo, ne, takrat stvari postanejo lahko izredno problematične. Si pa omenila, da ta trenutek podjetje Evergrande dolguje 300 milijard ameriških dolarjev. Na Zahodu nekateri vlečejo paralele z kolapsom banke Lehman Brothers leta 2007. Osebno opažam zelo velike razlike in mislim, da tovrstne paralele niso na mestu. Prvo in najpomembnejše je, da kitajski bančni sektor je v državni lasti. Torej, kitajske banke so v državni lasti in tu ima tako oblast kot centralna ljudska banka veliko večjo možnost oziroma manevrski prostor. Če pa nekako zelo plastično predstavimo, tudi če bi morala kitajska oblast vstopiti in poplačati vseh 300 milijard ameriških dolarjev, se je potrebno zavedati, da to predstavlja manj kot 10% trenutnih mednarodnih denarnih rezerv, ki jih ima Kitajska. Kitajska ima ta trenutek okoli 3200 milijard ameriških dolarjev mednarodnih denarnih rezerv. Za razliko Združenih držav Amerike, ki so enostavno samo natisnile več ameriških dolarjev, ali pa Evropske unije, ki se je zadolžila do grla in še preko, bi kitajska oblast enostavno lahko samo posegla v lastno pušljico in dejansko rešila celotno situacijo in bi bil to samo pljunek v morje, glede na vse mednarodne denarne rezerve, ki jih imajo. Tako da mislim, da to vrstne paralele niso na mestu in da ni tako grozno in kot zgleda. Si pa znam predstavljati, da na Zahodu se bo kar nekaj ljudi opeklo. Torej, potrebno se je zavedati, da podjetje Evergrande ima določene obveznice, ki so denominirane v ameriških dolarjih, določene obveznice, ki so denominirane v kitajskih juanih. In že se kažejo indici, da naj bi bili predvsem domači investitorji na Kitajskem prioritizirani pred tujimi investitorji. To, da kitajska oblast okleva in ni takoj priskočila na pomoč, dejansko pomeni, da so na eni strani želeli poslati simbolno sporočilo. Nihče ni prevelik, da bi propadal. In želeli so poslati tudi sporočilo Zahodu, ki v zadnjih letih preganja Kitajsko od ameriške zunanje trgovinske vojne do potem antagonizma vezanega na izvor COVID-a. In v nekako kitajskih očeh oziroma mislih Kitajska ne želi, da bi se tujci okoriščali s Kitajsko, pri čemer jo istočasno tudi kritizirajo, pri tem podoživlja tudi zgodovinsko travmo tako imenovanega stoletja ponižanja po opijskih vojnah, ko je dejansko Kitajska izgubila kar del svoje teritorialne suverenosti in to je recimo nekaj, kar so na Zahodu že zdavnaj pozabili, je pa še kako živo v kitajskem kolektivnem spominu. Super, predlagam, da greva kar na te špekulacije, ki si jih že omenil in greva kar na najbolj špekulativne naložbe, to so kripto, nekaj si sicer že o tem povedal, pa vendar številna kriptopodjetja so se prilagodila, so se izselila iz Kitajske, kjer so sicer najprej ustanovile svoje podjetje, Binance, FTX, Huobi, ne vem, če sem prav izgovorila, Global, ne, in v bistvu nekako se mi zdi, da se številni kriptaši, če lahko tako rečem, nekako norčujejo iz tega kripto crackdowna, ki ga je zdaj nazadnje povzročila Kitajska. Nastajajo številni mimi in se pač nekako malo norca delajo. 2019 si povedal, da so omejili oziroma prepovedali trgovanje s kriptovalutam, še malo prej so 2017, ko da nekatera kriptopodjetja so se potem malo prilagodila situacijo in dejansko so zapustila Kitajsko. Dejstvo pa je, da je to vplivalo na kriptotrge. Kriptotrgi so dobesedno upadli za kar nekaj odstotkov in potem se je dogajalo recimo temu nekako kriptojojo, malo gor, malo dol, tako da je precej velika nestabilnost na kriptotrgu. Kaj se lahko še zgodi, kaj lahko pričakujemo od kitajske partije, kaj lahko naredi še s kriptom?
Torej, dejansko so naredili že zelo veliko, tako da mislim, da tu nekih revolucionarnih sprememb ne bo. Vsekakor bo stopnja nadzora veliko večja. Po tem družbeno-filozofskem, pa tudi politično-filozofskem smislu, kitajska oblast je izrazito nenaklonjena vsakršnim vrstam špekulativnih naložb. Torej, kakršnokoli špekulativno nalaganje v smislu kupiš stanovanje danes, prodaš ga čez 3 mesece, zato da zaslužiš nekaj denarja, investiraš danes v delnice in jih prodaš jutri. In v tem smislu kriptonaložbe dejansko niso nič drugega. Zanimivo je, da spet te dogodki so Zahod ujeli relativno nepripravljene. Torej, razumevanje političnega ustroja na Kitajskem, kitajske kulture, kitajske družbe, kitajskega jezika, zakaj se toliko ljudi danes uči kitajskega jezika, torej mandariščina je, da enostavno z razumevanjem jezika dobiš tudi nek pogled v miselnost in v družbo. Če povem samo ilustrativen primer, recimo kitajski pismenki za krizo, Weiji, sta sestavljeni iz 2 delov, nevarnost in pa priložnost. In v bistvu kitajski jezik nam odstre neko tančico in nam skozi razumevanje kitajskega jezika lahko tudi vidimo neko pogled v miselnost. Če se vrnem nazaj, torej kitajska oblast je izredno nenaklonjena kakršnimkoli špekulativnim naložbam iz več razlogov. Eden izmed glavnih razlogov je, da želi zmanjšati kakršnokoli volatilnost oziroma turbulenco na trgih. Omenili smo že, da je Kitajska relativno povsem energetsko odvisna, torej kar nekaj je teh zunanjih pritiskov, od zunanje trgovinske vojne do energetskih pritiskov, na katere Kitajska nima neposrednega vpliva, na kar ima neposredni vpliv, pa so te notranji vzvodi volatilnosti in tu špekulativne naložbe vsekakor so. Drugi razlog je, da te špekulativne naložbe so na eni strani močno prizadele ogromno ljudi, torej veliko ljudi se je opeklo s temi špekulativnimi naložbami tudi na recimo borznih trgih, peščica ljudi je pa res nesramno obogatela. In v bistvu v družbi, kjer naj bi veljala skupnostna dobrobit, kjer naj bi veljala nekako načela socializma, enakosti in solidarnosti, ljudje po nekaj desetletjih težko še verjamejo tem idealom, če vidijo na eni strani sinove bogatašev, ki se vozijo s Ferrariji po Pekingu ali Šanghaju, in na drugi strani pa čakajo, da bodo tudi oni prišli na vrsto, tako kot je rekel Deng Xiaoping, nekateri bodo obogateli prej kot drugi. Tako da gre tu v bistvu tudi za vprašanje politične dinamike in javnega mnenja. In pa potrebno se je zavedati, da Kitajska, spet, če se vrnemo na kitajski jezik, kitajski izraz za državo, guojia. Guo pomeni kraljestvo oziroma državo, jia pomeni družino. In v kitajskem jeziku in v kitajski miselnosti je tudi država dejansko družina in na čelu te družine je kdo, kot pa očetovska figura, torej benevolentni vodja družine, ki ima nebeški mandat, da na nek način gospodari in vodi svojo družino. In v tem oziru se trenutni dogodki in pa predvsem regulativa na toliko različnih področjih kažejo skozi tudi ta nek moralni mandat kitajske oblasti, ki naj bi skrbela za obče družbeno dobro. Potrebno se je zavedati, da govorimo o družbi, ki ima 1,4 milijarde ljudi, kjer enostavno ne more vsak misliti samo na svoj interes. Torej, v takšni družbi mora prevladati obče dobro, in to obče dobro na Kitajskem dejansko pomeni zasledovanje nekih višjih ciljev, ki jih postavi trenutna oblast. Zanimivo.
Ko srečamo Kitajce v središču Ljubljane, saj pred korona krizo je bilo tako, se mi zdi, da so se zelo borili za tisti prostor na pločniku in niso pustili pešcem, da bi lepo normalno hodili po pločniku. Moram priznati, da so bili zelo agresivni turisti. Sem imela kar nekaj stika z njimi. Tako da to se mi zdi. Absolutno, mislim, potrebno si je zavedati na Kitajskem, ne, majhni otroci, 2-3 leta stari, so navajeni, da če si enostavno ne boš izboril svojega mesta s komolci, te bodo poteptali. Ne? In Slovenci v tem oziru, ne, v navednicah, in to ne mislim slabšalno, smo majhen narod v smislu, živimo v okolju in v državi, kjer je dovolj prostora za vse. Kjer je, ko hodiš po pločniku, imaš več kot dovolj prostora, ne, lahko se ustaviš, lahko se usedeš, lahko se pogovarjaš o parkiranem kolesu. Na Kitajskem, v večjih mestih, tega prostora enostavno ni. Ne? In če se recimo sprehajaš po glavni ulici v Šanghaju, znamenita Nangji-lu, oziroma ulica poimenovana po mestu Nanjing, podobno kot recimo Čopova v Ljubljani, s tem, da je pač dolga nekaj kilometrov, ne? Če se po tej ulici sprehajaš v petek, soboto ali nedeljo, dejansko je kot če bi te vrgli v deročo reko. Torej, masa ljudi je enostavno ogromna in na Zahodu zelo pogosto percipiramo Kitajsko in Kitajce kot izrazito konkurenčne in bojevite, ne? Ampak potrebno se je zavedati, da mi izhajamo iz okolja, kjer ne, relativno hitro lahko postaneš najboljši v nečem. Torej, če si eden na milijon, ne, kot obstaja zelo popularen izraz, si dejansko v Sloveniji praktično edinstven. Če si na Kitajskem eden na milijon, pomeni, da je 1400 ljudi popolno identičnih in da nisi prav nič posebnega. Ja, no, zdaj marsikater, verjetno, ki naj jo posluša, razmišlja, kako lahko zasluži s kitajskimi delnicami. Nekatere delnice, zlasti podjetij, ki pač delujejo v panogah, ki jih je udarila partija, so padle za 80-90%. Delniški indeks MSCI China, ki pokriva 85% celotnega kitajskega delniškega trga, pa je letos upadel za 18%, z letošnjega vrha v februarju pa za dobrih 30%. Avgusta si nam povedal, da je Kitajska zanimiva za investiranje, vendar da se je potrebno zavedati vseh tveganj. Pa me zanima, katere panoge meniš, da bi lahko doletelo to discipliniranje partije in katere so mogoče na varni strani trenutne agende politike? Takole bi rekel, kdorkoli misli resno poslovati s Kitajsko v takšnem ali drugačnem oziru, torej, in to vključuje tudi investiranje na kitajske trge, bi rekel, najboljši garant, najboljša investicija, ki jo lahko naredi ta trenutek, je, da začnejo investirati v svoje znanje kitajskega jezika in kitajske kulture. To je investicija, ki bo vedno imela lep donos, ki nikoli ne bo stran vržen čas, zato ker jezik ni samo orodje za prebiranje časopisja in za komuniciranje ljudi, ampak dejansko je tudi okno v razumevanje kitajske miselnosti in kitajske družbe. Tako da moj prvi nasvet bi bil, ta trenutek najboljša investicija v povezavi s Kitajsko je učenje kitajskega jezika, spoznavanje kitajske kulture. Drugi nasvet, ki bi ga imel, je, da to obdobje, kjer so lahko špekulativni tuji investitorji dejansko hitro obogateli na kitajskem trgu, tega obdobja je, mislim, da več kot ne konec. Zakaj? To se je zgodilo v nekem zelo pomembnem zgodovinskem trenutku. Torej, na eni strani je Zahod se zelo antagonistično vedel do Kitajske, torej zunanja trgovinska vojna, torej vsa kontroverzija okoli COVID-a, ne? In nekako, ne, že logika nam pravi, ne moreš sedeti na dveh stolih, ne moreš istočasno biti izredno kritičen do Kitajske, pa postati milijonar preko investiranja na kitajske trge.
potrebno se je zavedati, in to tudi med slovenskimi investitorji, ne, da torej tudi slovenski investitorji bodo morali postati bolj pazljivi in bolj kritični do takšnih ali drugačnih investicijskih skladov, ki jim prodajajo pravljice o deželi meda, medu in mleka. In potrebno je narediti tudi tako imenovani due diligence kot majhen delničar. Ne? In dejansko, recimo, imamo tudi kar nekaj investicijskih skladov v Sloveniji, ki ponujajo možnosti investiranja na kitajske trge. Ne? Svetoval bi tem investitorjem, da začnejo spraševati, koliko ljudi med vašimi naložbeniki, investitorji, bankirji zna govoriti in brati kitajsko. Koliko ljudi je že kdaj bilo na Kitajskem, imajo mogoče zaposlenega kakšnega sinologa. Ne? Tako da tu v bistvu gre za dvorezen meč, potrebna sta dva, da plešeta tango, in ne, to, kar se dogaja ta trenutek, je mogoče tudi malo preveč slepe vere na strani kitajskih naložbenikov. Če pa odgovorim na tvoje vprašanje, menim, da podjetja v določenih paradnih panogah na Kitajskem, torej govorim predvsem o IKT tehnologijah, govorim predvsem o panogah, ki so na takšen ali drugačen način povezana s trendi staranja prebivalstva, torej zdravstvene panoge. Mislim, da so to panoge, ki bodo ne glede na regulativo, ne, še naprej bile izredno privlačne panoge. Vprašanje je, do kolikšne mere bo Kitajska dovolila tujcem investiranje v te panoge. Potrebno se je zavedati, da kitajska oblast je izredno občutljiva do tako imenovanega tujega vpliva v svojih panogah in sektorjih, predvsem tistih sektorjih, ki so nekako strateškega pomena, in tu tehnološki sektorji vsekakor so. Tako da določene panoge, kjer je šlo pa za špekulativne naložbe, jaz bi rekel, karkoli je vezano na obnovljive vire energije, karkoli je vezano na zeleno gospodarstvo, karkoli je vezano na zdravstvo, na področje življenjskega zavarovanja, ki je ta trenutek še relativno visoko regulirano, na tehnološke panoge, to v bistvu gre za določene panoge, ki so izredno pomembne za kitajsko gospodarstvo, tako v ekonomskem smislu, kot tudi v simbolnem smislu. Ne. Panoge, kot so pa recimo zasebno izobraževanje, ne, o čemer sva se pogovarjala avgusta, ne, se je pa potrebno zavedati, da tam so pa dejansko razmere presegle vse meje zdravega razuma, kjer so ljudje 70 in več odstotkov svojega razpoložljivega dohodka dejansko namenjali zasebnemu izobraževanju, takšnim ali drugačnim inštruktorjem. Potrebno se je zavedati, ne, da kitajski modeli izobraževanja, torej v šolah učitelji nekako niso bili motivirani, da bi podajali visoko kakovostno znanje, ker je to pomenilo, da so bili potem popoldanski zaslužek. Ne? In osebno mislim, da eno izmed področji, kjer bo pričakovati veliko več regulative, ki je več kot potrebna na Kitajskem ta trenutek, je prav področje izobraževanja. In osebno menim, da je področje izobraževanja ta trenutek veliko večja omejitev za razvoj kitajske družbe in gospodarstva v prihodnje, kot pa recimo energetika. Zanimivo. Zelo zanimivo. A tudi ti investiraš v kitajske delnice ali pa mogoče ETF-e? Ne. Vezano na Kitajsko? Ne investiram, enostavno zaradi kar nekaj razlogov, kljub temu, da pač sem del kitajske družine. Enostavno ne želim špekulirati. Torej, naložbe, ki jih imam, ki so vezane na Kitajsko, dejansko teh naložb ni, je pač, da sva s partnerjem kupila hišo in brez kitajskih staršev si te hiše vsekakor ne bi morala privoščiti. Torej, hvala Bogu, da so naproti prišli kitajski starši, torej kitajska tašča in tast, in nam pomagala pri nakupi hiše. Tako da to je edina kitajsko povezana naložba, pa še ta je na Novi Zelandiji.
No, Sem tudi pa recimo Slovenci. ta trenutek, oprosti, ker sem te prekinil, sem pa ta trenutek recimo investiral v delnice letalskih prevoznikov v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Torej, lani, ko se je zgodil lockdown, sem kupil delnice Qantasa in pa Air New Zealand. Imam zelo, zelo lep donos. Mislim, da na zadnje, ko sem gledal, je bilo 41% donos v enem letu. Logika moja je bila sledeča, da za razliko recimo naše boge Adrije in pa marsikaterega drugega prevoznika, so letalski prevozniki Qantas in pa Air New Zealand strateško pomembni za tako Avstralijo kot Novo Zelandijo. Torej, če bi Nova Zelandija, kjer je večinski lastnik Air New Zealand, država, dovolila bankrot Air New Zealand, bi dejansko Nova Zelandija postala odrezana od sveta. Ko se je zgodil lockdown in je zavladala panika na trgu, sem uporabil zlato pravilo Ruperta Murdocha, ko vsi prodajajo, ti kupuj. In sem prepričan, da tako Qantas kot Air New Zealand ne bosta nikoli propadla. Pred mesecem in pol se je zgodil zadnji lockdown na Novi Zelandiji in takrat sem kupil še dodatne delnice Air New Zealand in v 6 tednih tam nekje, mislim, da 18-19% donos, tako da se nimam kaj za pritoževati. Nažalost pa glede na to, da delam v prosveti, govorimo o zelo majhnih zneskih, tako da me ne boste videli, da se bom vozil s Ferrariji. A pa z Lamborghini, ne? Tudi v kriptovalute potem predvidevam, da investiraš. Ne. Osebno in filozofsko ne razumem kriptovalut, ne? In me ni sram tega priznati. Tudi kot ekonomist, torej spomnim se, nekdanji finančni minister, profesor Dušan Mramor, me je učil corporate finance na mojem magistrskem študiju, ampak kljub vsemu temu ne razumem dejansko kriptovalut in filozofsko nekako ne verjamem v njih, tako da se na to področje se ne spuščam. Na tej točki sem izgubila za nekaj poslušalcev, se hecam. Ja, odlična debata. Sem pa odprt, da me prepriča kdo v drugačno. Tako da jaz sem relativno odprte glave. Tako da, če mi kdo uspe zargumentirati, zakaj bi moral investirati v kriptovalute, zakaj pa ne? No, evo, izziv si dal našim poslušalcem. Odlično. Ja, najlepša hvala za spet super debato. Mislim, da vsakeč, ko se s tabo pogovarjam, dobimo nek nov pogled. Marsikdo mogoče se vpraša, zakaj se sploh ukvarjamo s Kitajsko, ne vem, zakaj nas briga Evergrande in propad tega podjetja. Mogoče lahko še to na hitro pojasneva. Dobro vprašanje. Osebno menim, da tako kot smo že vsi malo utrujeni COVID-a, tako imenovan COVID fatigue, verjamem, da smo tudi že malo utrujeni Kitajske. Torej, Kitajska, čeprav ironično, Kitajska sama sebe v mandarinščini pomenuje Čungguo. Guo je druga pismenka, ki smo jo že omenili, to je kraljestvo. In zanimivo je, pismenka Guo kot kraljestvo oziroma država je sestavljena iz 2 delov. V jedru te pismenke je znak za žad, kar dejansko predstavlja najbolj vredno surovino v kitajski družbi. To je zaklad. Žad je najbolj vredna stvar, vrednejša od zlata in platine. In če okoli zaklada oziroma žada zgradimo ograjo, kvadratek, dejansko dobimo državo. Torej, kitajska pismenka za državo v sebi nosi sporočilo, največji zaklad, ki ga je potrebno varovati za vsako ceno. Prva pismenka Chung pa dejansko pomeni središče. In Kitajska sama sebe vidi kot srednje kraljestvo, oziroma če to malce parafraziramo, središče sveta. In kot Evropejci, ko pridemo na Kitajsko, prva zadeva, ki nas preseneti, je, da ko gledaš kitajske zemljevide, je Kitajska na sredini zemljevida, in kar naenkrat je Evropa mehna tam nekje na periferiji, in praktično Avstralija skoraj enako velika kot Evropa. Potrebno se zavedati, da Evropa je drugi najmanjši kontinent, takoj za Avstralijo. Tako da v tem oziru Kitajska je
pomembni player na svetovnem trgu. Potrebno se je pa tudi zavedati, da do leta 1839, ko so se zgodile prve opijske vojne, je Kitajska predstavljala 1/3 svetovnega bruto domačega proizvoda, merjeno v pariteti kupne moči. Danes Kitajska predstavlja tam nekje okoli 10% BDP-ja svetovnega. Če gledamo to po pariteti kupne moči, torej purchasing power parity predstavlja tam nekje okoli 16%. Torej, Kitajska je danes v svetovnem merilu samo polovico toliko pomembna v svetovnem bruto domačem proizvodu, kot je bila recimo 150 let nazaj, leta 1839, no, malce več kot 150 let. Tako da v tem oziru je vse je relativno, enostavno gre za ogromen trg, ne? Je pa zanimivo, da tudi Indija, ne, ki ima ta trenutek 1,3 milijarde prebivalstva in bo v nekaj desetletjih presegla Kitajsko, da ta trenutek še ne govorimo toliko o Indiji. Pa mislim, da čez nekaj desetletij, ko bo Indija postala največje svetovno gospodarstvo, da bomo veliko več govorili v Indiji. Tako da, ne, glede na to, da sem sin zgodovinarke in da mi je zgodovina ljuba, v zgodovinskem smislu je vse relativno. V 80-ih letih so bili na tapeti Japonska in Japonci. Tudi takrat so se Združene države Amerike zapletle v trgovinsko vojno z Japonske. ZDA so kar 5-krat žugale z jedrskim gumbom Japonski. Predsednik George Bush je na neki točki celo prepovedal uvoz japonskih avtomobilov. Takrat so Združene države Amerike prisilile Japonsko v prostovoljno omejevanje tako imenovane voluntary economic restrictions oziroma prostovoljne ekonomske kvote, ker so omejili količino japonskih avtomobilov na ameriški trg. Posledica tega je bila, da je Toyota razvila novo blagovno znamko Lexus, ker če so bili omejeni s količino avtomobilov na ameriški trg, so dejansko začeli proizvajati prestižne, visokokakovostne avtomobile. In to je samo še eden nauk, če danes pogledamo, kje je ameriška avtomobilska industrija in kje je japonska, nauk, da na dolgi rok se državni intervencionizem nikoli ne splača. Zelo zanimivo. Kar nekaj vprašanj se mi je pojavilo tukaj, ampak bova zaključila, pa bova drugič predebatirala še mogoče Indija, ki zna biti zelo zanimiva, glede na to, da si tako prepričan, da bo to čez 10-20 let največja svetovna velesila na svetu, če sem te prav razumela. Tako je. Prehitela bo Kitajsko in ZDA. Ta trenutek je razlika v prebivalstvu med Kitajsko in Indijo mogoče tam nekje 40 milijonov. In v času trajanja tega najinega pogovora, ne, bi si upal ugibati, ne, to je zelo taka plastično ugibanje, da se je na Kitajskem rodilo mogoče 300-350 dojenčkov, v Indiji se je rodilo najverjetneje tam nekje 550-600 dojenčkov. Vprašanje, koliko dojenčkov se je v času najinega pogovora rodilo v Sloveniji? Ja, veliko vprašanje. Super, odlično. Še eno zadevo bi te prosila, pa boš ti zaključil ta današnji podcast s kitajščino in sicer boš povedal po kitajsko: poslušajte Manihao, ne bo vam žal. Lep pozdrav. To je pa preveč za moje znanje mandarinščine, nisem takšni ekspert. Kljub temu, da sem živel 1 leto v Šanghaju, je moje znanje kitajščine izredno omejeno. Tako da to bi pa že presegalo moje znanje mandarinščine. Evo, domača naloga za naslednjič, ko se slišiva. Lahko ti pa rečem, vidimo se jutri oziroma vidimo se v prihodnje, torej caj džen, min tjen džen, Marja. Ok, vse to, kar si rekel. Super. Najlepša hvala še enkrat za res odlično debato. Zdaj upam, da se bova kmalu spet slišala s kakšno novo vsebino, mava za obdelati še kar nekaj zelo zanimivih tem, tako da iskrena hvala, da si vzel čas in želim ti še naprej lep dan.
Vedno v veselje, in če bi vas zdaj v prihodnje zanimal mogoče avstralski ali pa novozelandski trg, kjer so tudi določene priložnosti, pa ponavadi ljudje ne razmišljajo o njih, torej nalaganje v letalske prevoznike mogoče ni tako riskantno, če si izberete pravega letalskega prevoznika. Evo, mislim, da bo kar nekaj naših poslušalcev potem prečakirali to zadevo, tako da prepričana sem v to. Iskrena hvala še enkrat, da si bil z nami. Malenkost, hvala za povabilo.